Tole še ugasne. Zdaj pa takole. Ocenil sem, da posnamem en video, moram ga posneti, ker je koristen za družbo, za ženske, predvsem za ženske. Zdaj, preden začnem, če so vam moji video všeč, to je pa taka fraza, ki imajo vsi, se lahko včlanite v tale moj kanal Sigmund Freudep, YouTube kanal, pa boste pa obveščeni o teh novih videih. Pa tudi kako donacijo mi lahko date preko PayPala, če ocenjujete, da sem koristen za družbo. Ok, me lahko tudi moralno podprete s kakšnimi pohvalami. Vse te dobivam, tisti, ki pridete k meni. Joj, dejte še, dejte, vi ste tako koristni za slovensko družbo. Ok, malo mi volja takole včasih pojenja, tako da, če dobim kakšno donacijo, lega tale moj Loki, me to malo bolj motivira. Tudi kakšne video po naročilu snemam. Tole ni ravno po naročilu, kar bom posnel. Se pa pustim nagovoriti. Prejšnji teden sem bil v Trebnjem pri Tomažu Gorcu, lani je bil pri meni on, zdaj sem šel pa jaz dol k njemu, ne vem, prav, da ne prenaša klimo. Bilo je tako vroče, mi je skozi dol tekel. 4 ure je intervju dolg, ali 5, mislim, 5 ur sva bila tam noter. 3 kamere, zdaj bo pa posnetek dovolj dolg, vse bo posneto, ampak bo na sporedu čez 3 tedne. Takrat bom na morju. Ta teden, ta vikend pa nameravam posneti nek video, kjer je neka moja fenica rekla, da ima toliko vprašanj, sem rekel, bom pa to posnel po Zoomu, pa bojo vprašanja posneta, če upa še pokazati, pa ženska dobro izgleda, ne. Bo ona in jaz na videu, Zoom, jaz bom pritisnil recording in snemal odgovore in boste dobili nekakšen podcast na video. To bo konec tedna, med vikendom. Danes je pa torek. Malo me glas matra, ker smo včeraj v Tuluku Zverina, ki je Oblak branil penal, Ronaldo pa jokal, sam pol pa na koncu sem pa obmolknil. Skratka, tole bil nekakšen uvod. Zdaj bom pa začel takole, tole je pogovor številka 21. Upam, da se bo ženska izpovedala toliko, da bom še drugi del posnel. Namreč pred kratkim se je name obrnila ena mlajša upokojenka, tam neka moja fenica, niti ni frendica na Facebooku, ampak me gleda po faktorju. Mlajša upokojenka, to tam starost 75 let, visoko izobražena, ne bom šel v detajle, ker jo bom zakodiral. Amalija si mi dal ime, to je tudi neka povezava s Freudom. Zdaj, ali je vdova, ali je ločena, ziher nima moškega ob sebi, ker če ga bi imela, se ne bi ukleščila v psihopata, v katerem bo tekla beseda v nadaljevanju. Se pravi, ujeta je bila dobro leto in pol. Od marca 23 in to od 8. marca 23. Jaz sem ocenil, da gre za finančnega predatorja, ki je pač to dobro leto, skoraj leto in pol dvoril, na koncu se je pa izkazalo, in to sem jaz napovedal, ki je začela nekaj me spraševati. Napovedal sem, da bo na koncu bilo vse okrog denarja, ker pač ženska pri 75 letih ni glih mična za podred. Mislim, sorry, zdaj, če to poslušaj, sem jo vprašal, če lahko to posnamem, pa je dovolila. Sam ne vem, če bo dovolila snemati drugi del, ker ima kopico korespondence skrite, ki jo jaz nisem videl, ker je verjetno je sram, kaj sta si pisala, ampak za
za širšo populacijo žensk, ki so žrtve takih predatorjev, bi bilo to zelo poučno. Takoj sem vedel, kam pes taco moli. Eh, Najprej mi je seveda molčala, ne bom rekel, da lagala, molčala mi je bolj kot ne. Vse korespondence nisem bil deležen, celo malce zavajajoče je bilo vse skupaj zame, ampak potem se je pa poučno razgovorila in o tem bom jaz danes snimal tale video. Prosil sem jo, glede na to, da je to ena brezplačna usluga njej. Ona mi sicer želela plačati, ampak sem rekel, lejte, raj mi dovolite, da posnamem video, ker ta video bo družbeno koristen za vse bodoče tepke, sorry temu izrazu, ne, naivne ženske, ki so neverjetno rade ljubljene. Ne. To je šibka točka žensk. Moški smo zadeti, če neko nemočno žensko vidimo, pa če je mlada, pa lepa, gotovi smo. Če ima neko stisko, bi takoj pomagali. Ne. Tudi denar bi ji dali, v upanju, da se bo pa oddolžila. Vse nekatere se. Ampak te ženske, tudi te na stara leta, ko, ne vem, moški nima kaj z njo delati, razen to, da mu gate pere pa kuha. Moški potem začne pa pihati na dušo in je zadeta, ko maček mori. Od tega, joj, kako te imam rad, prav vzljubil sem te, pa take nebuloze, pa govorijo in ženska vsa zadeta, ker misli, da je ljubljena. Ženska tendenca, da čuti, da je od moškega ljubljena, je kot heroin. Heroin direkt v žilo in to v aorto, ki gre po ne vem kam, po celem telesu, najbolj pa v možgane. Skratka, meni se potem nekako izpovedala, da sem takoj zaštekal, kaj v resnici stoji v ozadju. Zdaj moral sem tako, ker sem bolj tipkal, previdno to je sporočati ene stvari, ki jih jaz vidim, malo sem na prvo žogo, malo sem se nazaj držal, ampak šlo je v ozadju paradigmo naivne ženske, ki se uklešči v romantično dvorjenje, v ozadju je pa nateg, prevara. Zdaj, kaj točno on tam te prevare, torej, jaz sem tej žrtvi dal ime Amalija. Jaz sem zgodb na to temo kar nekaj, tudi tiste ženske, ki imajo moža, se ukleščijo v neke nebuloze raznih Afričanov, ki pišejo, da imajo kopico enega denarja, pošlji mi račun, ti bom nakazal, brez veze, da gre to v nič. Mož ji dopoveduje, ej, to je nateg, mu ne verjame. Ja, kaj pa, če ni? Mislim, jo, 1 proti milijon, da je nateg, ne. Poznam zgodbe, mi piše ženska, joj, kaj si vi mislite, sem zaljubljenja, je, v koga pa, v Maročana. Mat, sem rekel, to je nateg, rad bi prišel v Evropo. Ne, se res imamo iskreno rada, ej, laže kot prasica. Ok, malo lepš povem mogoče. Ja, koliko pa je star? Zdaj, če te rekli, da je 20 let mlajši, pol je ful nateg, ne? Vi 40, koliko pa on? 22. 18 let mlajši. Bo tam neko 40 let staro babo pecu. Zato, da bi Evropo prišel, pa vzela ga magla. Tako to delajo te Afričani, Maročani, Egipčani, ne vem, ali pa tam Afganistan ne znajo angleško, te so se pa angleško naučili, pa Google prevod, in pa ožgi po siromaku, oziroma po siromakinji, po naivni ženski, ranjeni ženski, pa se pa zaljubi, ker poznam te zgodbe, tudi moški so na udaru, ne, da se pa ženske kliče, pa pošilja retuširane slike, ali pa stara ženska pošlje sliko svoje hčerke, ne, pa peca ostarele magnate z veliko denarja, potem kupi mi televizijo, mama je v stiski, rabim se k njej voziti, kupi mi avto. To so te Ukrajinke. Zdaj imajo vojno, ok, tam, ki ni vojne. To imajo agencije v Ukrajini, to se ukvarjajo sam z nastavljanjem, mlade punce,
ne, pa preleti tja v Kijev ali pa v Moldavijo ali pa v Rusijo. Ne, pa ima pa bodyguarde, on tam od cola par tisoč evrov, na konci ga pa lahko na roki so meče. Mislim, poznam zgodbe na to temo. Sej, marsikomu tudi kaj rata, ampak ženske izpadejo pogosto bolj, večje žrte in glupe kot kurac, sorry, da moram to reči, moški pa tudi znajo biti naivni, vsega ni strah odšteti par tisoč evrov, če jih ima pa tam na lagerju 100 000 evrov, pa pride mal do dobre mrhe, ki jo mal lahko poboža po joških ali pa še kaj več in se mu svet odpre. Ne? Če 60-70 let star moški pride do seks bombe ali pa mladenke, 25 let stare, to, kot bi si dal dvojno dozo heroina v obe roki, to zadane. Ženske pa zadane, če misli, da je ljubljena. Eh, Takole je začela tale Amalija. Po Facebooku mi je napisala, ne, pa ni bila frendica, ampak jaz vsakmu odgovorim, če me le ne žalijo. Gospod Roman, analizirajte tega moškega na fotografiji. In pa nek selfie mi je poslala nekega tipa tam na ladji, čez oceanski, tam še nek, sem še googlil, da vidim, ko je to, neka firma, čez oceanska, tam neke tankerje imajo. Selfie, lepo prosim, račun poravnam po pošti, v kuverti, PayPal, pošljite nam, izdajte račun, karkoli, ne. Sem zanesljiva oseba brez skrbi. Lepa hvala, lep pozdrav, Amalija. Takole me je nagovorila, jaz pa jo, naivnica, še ena. Mislim, fotko mi pošle tipa, ki izgleda normalno, ne, star, jaz bi rekel, tam enih 65, 70 let, ko pa vem, koliko, ne. Mislim, spoštovani, čaram jaz ne, sem pameten, ko sam satan, ampak čaram pa jaz ne, iz fotografije se ne da nič pogruntati. Sej frenologija, na podlagi lobanje so v srednjem veku hoteli vedeti, kaj je v človeški duši. Ne da se to, ne da se, iz fotk se ne da prebrati karaktera. Razen, če vidiš, da je mongoloiden, aha, taj pa nima čist vse pošliktan, če je mongoloiden. Drugače pa tudi, ne vem, butastemu ali pa pametnemu človeku ne da na čelo prebrati, ali pa iz oči, iz mimike, fotke. Kakšno psiho ima, to se ne da. Če to vi mislite tam, lie to me, Leitermana, tam tisti na tek, tisti znanstvena fantastika. Sicer ima repa glavo zgodba, lie to me, tem nadaljevanki. Ampak tam je vse napihnjeno v stratosfero. In pa mene kličejo, ker tale Kauzer ni dobil medalje, ki je že v Londonu. Zakaj ni dobil? Pa mi pa zamrznejo sliko, pa jaz gledam, kje je avtist. Zdaj pa na podlagi slike bi jaz mogel stuhtati, zakaj ni dobil tale čez hrib medalje. So rekli, čakajte malo, to se ne da. In pa tam vrli psiholog, ja, se da. Gleda, ko Leitermana gledaš, ne da se to na tak način. Lahko se z njim pogovarjaš, pa vidiš, kako trza z učkom. Ne, pa mu daš, a bo zmagal, ok, ti ne verjameš, da bo zmagal. Ne? Pa napoveš ti, da boš dobil medaljo, ne napovedovati medalje v veslanju, ne napovedovati, ker se da svinčen ruzak na hrbet, pa je težje zmagati, imaš večjo, kaj če ne zmagam, kupica neugodja, ne. Pa kaj če povedati, slike se ne da nič prebrati, ne, z enega selfija, tale mi pošlje selfij, ne. Sej sem pametna, pametnega se pa ne delam toliko, da bom rekel, ja, veste kaj, to pa to pa to. Mislim, to bi bil butast, sam sebi šel na živce, če bi kaj tazga rekel na tak način. Skratka, jaz sem pol tole napisal. A vi mislite, da znam telepatsko brati psiho, če vidim fotko? Mislim, se mal razhudil. To, kar vi hočete od mene, se ne da. Morate me založiti, torej mi priskrbeti pomembne podatke iz njegovega življenja, iz otroštva in potem se ga da malo profilirati, mislim malo, da se ga profilirati na podlagi podatkov, dejstev. Vam pa povem, da takšni moški pri ženskah načeloma iščemo
Mislim, iščemo, ne, se sem napisal, iščejo. No, mislim, da bi se takole jaz tam z nekimi fotkami pa pošiljal, da bi kontakt ne vezal. Mislim, to se je še seks. Če ne ve, tale ženska pri 75 letih, pa če še misli, da je konkurenčna, tip je star 65, 68 let je ta tip bil star. Ne, da je zgledal star kot zemlja, ampak da good looking, 68 let, ja, ok, če ti zdaj ustane, ti ustane pri mladi, dobri mrhi, pri stari babi pa ne, sorry, razen če smo prav babico rajko mamo. Mislim to, ok, zdaj malo doživeto govorim. Sem rekel, da išče seks, načeloma moški, ki takole navezuje stike iz tujine z ženskami. Načeloma je pa bolj, sem pa pol napisal, bi pa rad prišel do vašega denarja. Ne? To je zgodba v ozadju, takoj sem to povedal. Glede na to, da iz profilne fotke na Facebooku sem pač dojel, da tale ženska je pač upokojenka, da gre starejšo žensko, sem pač vedel, tule ni spolni predator, ki ima v žepu ženitno ponudbo, ampak da ima finančne apetite v ozadju. Rad bi prišel, mogoče, če je Afričan, ne, zagotovo tam nek Nigeric, prišel bi mogoče celo v žence, ne, v Evropo, ampak to bi bil mlajši moški, ta je bil pa star, se pravi, jaz sem takoj vedel, da ta tip voha denar. Zdaj teh žrtev, kakršna je tale Amalija, ima on na lagerju 10 na dan, jih obdela s pogovorom. Ne? Tale ena od 10, bi rekel, ali pa od 5. Ker težko je dobiti tako naivno, da bo sodelovala, da bo špec v njo 1 leto, una pa še kar, jo že imam, pečena je že. Ne? V ozadju je pač bila latentna finančna tendenca in če bi meni tale ženska, ne, se sramuje, kaj vse mu je pisala. Ne. Če bi mi vso korespondenco poslala, bi jaz napisal drugi del. Ampak kako bo ostalo pri tem videu? Sočnih podrobnosti mi ni pač pisala, ker je bilo nerodno, kaj vse sta si pisala. Sam ne vem, tip star 68 let, ne bo zdaj tako glup, da v 75-letno žensko pecu za dol dajati, kar načeloma predatorji lahko delajo. Ampak to so slovenski predatorji. Ne? Imam kolegico, ki se je tam nekje malo zbližala po nekaj letni pauzi, tip je hotel na prvem zmenku posiliti, ubiti hudiča, rečem na odru. Četrtek imam na Jesenicah predstavo. Čez zimo mi niso pustili nobeno dvorano, zdaj imam pa tam v enem gostišču, by the way. Na odru rečem, če moški ni ta prav, ubiti hudiča, ga oživeti pa še enkrat ubiti. Ker onečastijo, mnogi moški onečastijo moški spol. Tako kretensko, psihopatski so. Ok. Škoda, da vseh detajlov nimam že zdaj, ker bi tale video, ki ga snimam, bil bolj poučen. Meni se je ženska smilila, no, moram priznati, meni se ženske res smilijo, trpeče. In zdaj z minimalnim naporom sem jo mogel strezniti, da se je ujela v paradigmo psihopata, finančnega predatorja in zdaj moram suvereno to povedati, naj ne dela, naj ne sprejema, ne vem kakšnih ponudb, komunikacije, naj prekine. Zdaj, jaz sem še napisal, po fizionomiji obraza se ne da nič pametnega in dokončnega povedati o človeku. Človeka se da profilirati, če se ve, kaj počne v življenju, kakšno otroštvo je imel, iz fotografije obraza se pa res ne da nič pametnega povedati o človeku. Jaz pač berem simptome, po katerih se da profilirati določene ljudi. Frenologija, to je kvazi neka psevdoznanost. Jaz sem na tak način profiliral Priklopila, onega, ki je Natašo Kampuš ukradel. Jaz bi ga najdel, če bi mene pstil, pa osumljenci je pa bil. Ga niso detektirali, kot tistega, ki se mu splača pregledati hišo. Živel pri mami, sam, pri 40 letih pri mami živi, brez sex life-a. Pod kleteno hišo imel,
Glejte, tam noti je bila Nataša Kampuš, jaz bi to videl. Takoj ga bi pač, ali pa tale Colarič Abramov, pa Julija Adlešič, ne? Ko sem jaz to malo analiziral, sem rekel, lega psihopata, ona je pa nedolžna žrtev, ki je klecla pod sugestijami psihopata. Ne, pa prejšnja že ubil Saro Weber. Vse sem vedel. In pa sem raztegnil jezik, ne, pa dobim od kriminalistov diskretna sporočila. Jaz sem se od vas, gospod Vodeb, več naučil kot na faksu. Ne, toliko imamo dobre fakse. Jaz pa ne smem nikamor, da bi kaj o tem predaval, pa snemam takele videe. Skratka, Breivika sem razložil, pisal v norveščini gor, sem dal prevedeti v norveščino. Breivik ni psihopat, ampak je, torej je normalen psihopat, ni pa bolan, ampak je proizvod psihopatogene matere, pa brez fotra je bil, ker ga vesti pekla, ki je pobil tiste mulce od laboristov, ki so imeli multikulti politikov. Vse sem profiliral. Kosta Kecmanovič, ni fotor kriv, ga je naučil streljati. Mama ga je kriva, mama je bila kriva, ko mi dve varuške dala. Takoj sem to povedal. Ker vem, kako psiha deluje. Zdaj pa če Goloba, pa Tino Gavar, pa Urško Klakočar Zupančič, pa dobim policijo, ne, ker se znanje v Sloveniji ne sme širiti, ker se ga označi za sovražni govor. Ok, pustimo zdaj to. Tale Amalija je potem meni pa takole rekla, povedala vam bom, kar vem. Družina je živela v Angliji, dva otroka, oče pijanec, od tega moškega. Pretepal mamo, kasneje se je odselil ta oče, odšel z drugo, zapustil družino. Oseba na sliki, mislim, je oseba, moški, ne? Na sliki je pri 51 letih v prometni nesreči izgubil ženo in hčerko. Joj, uboga sirota. Zdaj pa nima nikomu, da zapusti 100 000 evrov. Zdaj ste pa vi, gospa žrtev, zdaj bi pa vam rad denar dal. Ne, sirota, ki nima nikomur nič dajati. Ne, potem naprej piše, izgubil hčerko pa ženo, potem mu je umrla še mama, joj, kako je bogi, kmalu za mamo še sestra, laže kot prasica. Tip, ne, tale, Afričan. Star je 68 let, živi v Angliji, je poslovnež. Ne moš ti biti revež, pa babo napadati. Njeno srce, moš biti car. Poslovnež, ukvarja se s trgovanjem nafte. 100 000 evrov zasluž letno, se pravi, ima že milijon evrov pri 68 letih. Pa še napiši, če to kaj prispeva, mi svetujte, kaj v njegovem značaju. V njegovem značaju. Jaz ne fotke, mi še te podatke dala. Ker vam zelo zaupam in vas rada poslušam in upoštevam. Dodajte naslov, da bova poravnala. Amalija. Jozes. Mislim, tam fotkaj mornarja na ladji, na tankerju. On je inteligibilno zvito zgodbo naredil tako, da vsak podatek drži, da lahko laže, da zavaja, da se ga ne da ujeti. Še pol povedal, kako se piše. Vsi so mu pomrli itak, zato, da se mu identiteta ne da najditi. Pejte googlat, ga ne boste najdeli nikoli na svetu. Sem ga šel malo googlat. Kje se zgubiš takoj? In zdaj te ranjene vdove ali pa samske ženske so rade ljubljene in to malo trohice upanja, da ta en me ima rad. Zdaj bo rekel, kako vas ima rad, ne? Jaj, to se bom vam vesolje odprl. Ker biti ljubljen, to je največja vrednota ženske, tudi na stara leta. In naivnice obstajajo, ki trsnejo. In pa on laže kot prasica, ne, ali pa kot pes, kot prasc. Da boste vedeli, da je to laž, on ni noben Anglež, on je Afričan. In pa se zgodba je taka, da se suvereno izmika, da se ga ne da dobiti. Pa je pa dal dodatni trik, ne, boste pa videli, tale tip je Slovenec, pol Slovenec,
pol pa, ko že, Jugovič, Hrvat, povedal, kje se je rodil, v Varaždinu. Pa kaj še povedal? Ja, da je pa v Cambridgeu diplomiral, pa take nebuloze, pa vse kupla. Ne, kje bo mislil, da bo lagal en tip na tak način, ne? Zdaj tole, imam pač berem korespondenco z njenim privoljenjem, pa zakodirane so stvari tako, da se ne da, da ne bote. A ti si bila tako naivna? Ne, se ni edina. Visoko izobražena, fakultetno izobražena, pa to ni butasta, ampak naivna, ker bi bila rada ljubljena, ali zdaj nimamo ločena ali je vdova, ne vem to. Ne. Ima pa neke otroke, ki jim ni upala nič povedati, po moje. Jaz sem pol napisal, načeloma je to še vedno premalo podatkov, da bi se dalo o njem kaj uporabnega povedati. Če je bil oče pijanec, pretepal ženo, potem to na sina zelo slabo vpliva in velika verjetnost je, da takšen sin v odraslosti ne bo imel moralne razsodnosti. Velika verjetnost je, da bo pokvarjen. Ne, velika verjetnost. Zdaj, jaz sem pa, ni pa nujno, sem se malo ven vlekel. Mislim, rekel, 100% pokvarjen. Ne, na to zgodbo, ne, ki je inteligibilna, sem ta Afričanki skreiral, ne, in mislil, da so bab smilo, tem žrtvam, da so smilo. Ne, jaz pa stuk tudi, da če je taka zgodba, če je fotor to pa to, pomeni, da nima nadjaza. Ne. Torej, ni nujno se napisati, ko bolj olapševalno, korelacija, se pravi, vzročno-posledična povezanost, ni zdaj napisati, da ni visoka, da če je brez fota, ki z fota pretepo žensko, pa ni glih nujno, da je psihopat. Ne? Jaz bi rekel, fejst je moralno deformiran. Korelacija je zagotovo pozitivna, sem napisal, če pač veste, kaj je korelacija. Visoko izobražen pa ni nujno, da spozna na korelacijo, ne? Stohastične oziroma vzročno-posledične te povezave, na statistiko, da se spozna. Načeloma ta človek 68 let je star, ne, si mi napisal, preži na mlade ženske. Sorry, na 20 let mlajše preži. Nad 40. Če ima tu gnare, je tam konkurenčen, ne, baba zavoha denar, se mu mal nastavi, tam me bo razvajal, me peljal na križarjenje, pa tako naprej si misli, ne. Ne bo se pa starim babam ukvarjal, sorry, tako to je. Ne, vi niste ravno mladi, sem napisal, nisem. Če je 75 let stara, pa mora vedeti, da dec išče lepe mlade babe ali pa ne preveč stare, ker ima spomin na mlado mamico. Mlade ženske se moškim dopadejo. Mislim. Pa sem pa tako napisal. Po moji oceni bi bili vi prej žrtev takšnega finančnega predatorja. Ne, to ni un tip, črt z Nigerije je, ne pa ono fotka tam ukrado, z neke, ko pa vem skot. Verjamem, da se vam toži po neki zvezi, ampak ne se zapletati s tujci, pa tri klicaje sem jim napisal. Velika verjetnost je, da ste se ukleščili v psihopata, ki lažira svoje podatke, tiste, ki vam jih zaupa. Ne? Skreira laži in jih proda kot resnico. Una pa vsaj iskrena, vse to kup. Ne mu zaupati, ne se mu predati. Tri klicaje. Po mojem videnju je čisto mogoče, da gre za kakšnega črnca, ja, Nigerica iz Afrike, ki si med starejšimi ženskami išče žrtev, da jo finančno oskubi in da se mogoče prešverca v Evropo. Ne. Takšen moški, kot ga vi prikazujete na sliki, si bo našel 20 let mlajšo žensko v Angliji, ker gre za Angleža, ne pa Slovenijo, ne pa iz Slovenije oziroma iz tujine. Le kako bi potekala logistika vajnega srečevanja. Sej on je tako skozi na oceanu, da se ja ne bo srečal, ne? Ampak ona najmanj stuhta. Kako samo pa midva kaj videla, skozi na oceanu, pa gor v Angliji. Po mojem videnju gre pri vajni komunikaciji za nateg, no, z njegove strani, ona pa vsaj iskrena. Vi bi si prišli na čisto z njim, če bi mi zaupali čisto vso komunikacijsko zgodbo, vse detajle. Seveda tega ni, ker bi jo slovska ušesa rasla.
Ne, tako verjetno misli, ampak naivna je bila. In naivnost, jaz sem tudi načeloma naivn, zaupljivost, je pozitivna osebnostna karakteristika. Psihopati niso naivni. Mi, poštenjaki, smo naivni, zaupamo. Ampak ta je zdaj nasedla. Od tega, kako ste se, torej, hotel sem vedeti, od tega, kako ste prišli z njim v kontakt, do tega, kaj oziroma o čem se pogovarjata. Šele potem bi vam jaz lahko podal jasnejšo sliko o njem in ga dostojno profiliral. Če res hočete o njem kaj izvedeti, mi pošljite vse te komunikacijske detalje, še posebej bi vam lahko povedal, šele potem bi vam lahko povedal kaj konkretnega, bolj oprijemljivega. Pa mi pa tale Amalija napiše, čisto možno je vse, kar ste napisali, možno je, da je res, pogovori so videti, videti, iskreni, ja, naivni ste to, da to vidite, ne? Vi ne razumete, da tam prežijo psihopati na ranjene mlajše upokojenke. Sem preizkušala na vse načine, ja, na premalo načinov, premalo ste zviti, premalo znanja imate za profiliranje. Je 8 let mlajši od mene, mati je bila Slovenka, oče Hrvat. Saj ne gre za res, zares me je zanimala vaša analiza, ker ste zame velik strokovnjak in vas na Faktorju komaj čakam. Hvala. Lepo ste mi tole dali pohvalo. Poslala bom vam prvi korak, kontakt, prve te komunikacijske korespondence. Mislim, jaz sem te si napisal ti plaže ko prasc, ne? Ali pa ko prasica se reče v Trbovljah. Ženska pa naivna, ima željo, ima upanje in v tej eksplozivni libidinalni zmesi sama sebe obese za jajčnike, ne? Ker ne vidi, da je naivna, ne? Želja jo poneumi. Tako to je. Narava človekove duševnosti je taka. In pa mi pošlje korespondenco, prvič 8.3.23. Veste, koliko je pa ura? 17.00. Takrat je prišel v službo. Druga korespondenca je pa drugi dan, 18.00. Mislim, točno ko oburi, ne? Zdaj tole imam jaz pa, piše se, malo bom zakodiral, ampak vseeno. Petrovič Novak. Novak Slovenc, Petrovič Hrvat. Ha! Pozdravljeni, kako ste in kakšen je bil vaš dan? Mislim, pa sem še vprašati, če tu on pisal tako v slovenščini, če ima kaj spomina na mamo. Ja, pišem v slovenščini, me je mama naučila, je pa mi dodatno povedal. Pa tule Google Translate, to so te angleške fraze, ki jih Afričani uporabljajo, da babe pecajo one žrtve. To je klasična sladna fraza iz učbenika za te Afričane, Nigerice, kako pecati ostarele ženske. To so prevaranti. V veliko veselje mi je, da sem vas spoznal. Kaj preci tole, jaz sploh je ne spoznal, pa je kar v drugem stavku že to napisal. Vem, da sva se pravkar spoznala in lahko izkoristiva tudi to majhno priložnost, da o drugem spoznava več. Lega prasca jo mami na sebe, ne deva se pogovarjati, tam že v lupo pol, sam daj se mi malo zaupi, bom že na pletu. Drugi dan, 9.3.23, ob 18. tale Petrovič Novak, kako si in kakšen je tvoj dan? Upam, da ste dobrega zdravja. Če bi on Slovenc, ne bi vikanje pa tikanje mešal, ker bi vedel za to foro. Prej jo vika, zdaj jo tika, potem je spet vika. Da vam povem o sebi, pa kot da mi ti poveš, se te nisem nič vprašala, da vam povem o sebi. Ok, ni napisala, kaj je ona odgovorila na to. Da vam povem o sebi, se je kar ven naduval. Sem poklicni pomorski inženir. To pomeni professional, to kjer bo v Sloveniji poklicni.
kako češ biti drugačen kot poklicni, ne? Sem poklicni pomorski inženir, trenutno delam za ladjedelsko družbo tukaj v Združenem kraljestvu. Rad bi vam povedal več o sebi. Uj, Jezus, on bi rad zdaj naklado, da boš ti v mamacke, v vabo zagrizla. Rad bi vam povedal več o sebi, a kje naj začnem? Moje polno ime je Petrovič Novak. Rodil sem se v Združenem kraljestvu, moj oče je iz Varaždina na Hrvaškem, medtem ko je moja pokojna mama iz Ljubljane. Super, kaj taj tudi z Ljubljane. Včasih sem bil poročen, toda pred leti sem izgubil ženo v prometni nesreči s smrtnim izidom. Od takrat nisem več v zvezi. A samski je, dober podatek je dal, ga nič to vprašala, dober podatek. Jaz nimam otrok. Nimaš kjer zdaj, da bo dedoval tvojih milijonov. Bom tebi dal, je ambicija tega, laž, ki jo bo napletal. Bila sva dva otroka, mojih staršev, vendar mi je starejša sestra kasneje umrla. Sam je, nima za dedovat. Diplomiral sem na univerzi Cambridge v Veliki Britaniji. Mi lahko poveste kaj več o sebi, kaj vam je všeč in kaj ne? Itak, čim več povede, tem lažje je lupo, ne, mamil. Ker žaba se počas kuha. Kaj so tvoji hobiji, koliko si stara? Ne, tle pa že kar tika, ne prej pa vika. S čem se ukvarjaš? Upam, da se kmalu slišiva. Tu je imel, ne vem, napisal ob 18, pa imel pa že drugo žrtvo v peci. To je služba tam v Nigeriji ali pa v Afriki, se je tudi Gana nič drugačna, pa Tanzanija, Uganda. Zdaj, s čim se ukvarja? Zdaj, on ima točno protokol, kako bo žabo kuhal. Bo žaba skuhana, pa ne bo vedela, da je skuhana. In jaz pa tole, ne, ko mi je tole poslala, te prvo pa drugo korespondenco. Ah, gospa Amalija, to je nateg, vi ste njegova žrtev. Se to, enter, da ne bi kaj, ne. Hvala, bom poštela vaše mnenje, vam še kaj javim, pošljite račun za vašo storitev. Čisto brez nič ne gre. Po kakšen račun, mislim, jaz sem dobrota, ne delam vse za denar. Mene čas toplo pri srcu, če nekaj tudi brezplačno naredim. Samo, če se matram par ur, tole se par ur matram, zato ker je koristno za nedolžne ženske, ki lahko bodoče na podoben način nasedejo kot tanker v plitrini. In pa sem jaz rekel, neč tole posnel, mi je pa dovolila posneti ta video, ne, to ne snemam kar na prvo, torej na lastno pobudo, brez konzultacije. Jaz sem pa še tole napisal, tole mi pa res ni treba plačati, ne. Bi me pa zanimalo še ostali detalje komunikacije. To, kar vi doživljate, je paradigma, ki uničuje ljudi. Ženske kot žrtve na svoj način, ne, uničujejo ljudi, ženske na svoj način, moške kot žrtve pa na svoj način. Posneti bi moral video na to temo, poučen video, in zdaj ga snemam. Poduk vsem tistim, ki se okleščite v takšno paradigmo, oziroma v zanko se ujamete, ne, v poduk. Svarilo, če se vam da, na moj e-mail prilepite vso korespondenco, komunikacijo. Vaše identitete seveda ne bom izdal v primeru, da posnamem video. Pa mi pa piše, se res iskreno opravičujem, če vas nadlegujem, vendar mi vaše mnenje veliko pomeni. Vse pogovore si shranjujem v Wordu, mojih je še 100, ker prebere, ker je tako lušen brat, ko mi reče, kako me te imam rad. Laže ko prasc, presica. Malo bom še klepetala, saj je tip na Tihem oceanu. Na Tihem oceanu, da ja ne, na poti v Mehiko, da ga ja ne more dobiti, ne, pa izslediti. Skus je na morju, če bi slučajno se zapeljala gor z avionom, pa šla kar kaj, zdaj sem pa pri tebi doma. Jaz sem na Tihem oceanu. Ja, to se backup ima tak. Mislim, da ne bi bilo pošteno, če vam posredujem vse pogovore. Ja,
mislim, on laže kot prast, vi ste pa pošteni do psihopata. S veliko verjetnostjo trdim, da je to res tako. Ne. Zdaj, 1% možnosti, da se pa jaz motim, ne. Napaka alfa se reče v statistiki. Bom pa imela shranjeno in morda vse tudi pošljem. Seveda diskretno, Bog ne daj, da v kakšnih osebnih podatkih ne pišete, oziroma ne bo posebnih podatkov, da jaz ne bi zlorabljal. Kam zlorabljal? Jaz sem prej vprašal, zdaj ima pa vse zakodiram. Si piševa, zdaj ne vem, ali si mi dva piševa, kaj sva si pisala, ali si ona piše s tem mornarjem. Jaz pa pol napišem, skoraj gotovo gre za nateg. Vi ste za njega žrtev, od katere si želi denar. Mi nič ni povedala, želi si denar. Pa tako, ne? Napaka alfa, 1%, 5% možnosti, da se motim, ali pa 1%. Promila. Zgolj in samo denar hoče. Morda se motim, vljudno še dodam. Sami pobrskajte po vajni korespondenci, on se vselej zateče v odsotnost. Ko bo na tapeti srečanje v živo, bo on odsoten. Odsoten na odprtem morju. Vse sem to napisal. Potem se bo napovedoval, zgovarjal, da ima probleme z banko, ker bo do denarja prišel, on bo imel probleme z banko. Sam boste videli, kako je pa on to trik spelil. Uporabil bo na desetine trikov v komunikaciji, v smislu, da ne pride do banke, ne. In če mu vi lahko začasno posodite denar, da vam ga bo vrnil, ko bo uredil probleme z banko. Zdaj, jaz sem tako malo na prvo žogo špekulativno povedal, kakšen bi znal biti scenarij. Tako to gre. Zdaj so upgradali te psihopati, finančni predatori, zdaj imajo večje trike. Zdaj, še nisem stuhto čist, ne. Navadno je tako. Če imate intimno korespondenco v seksu, morate vedeti, da mi ni šlo z jezika, ampak sem mogel napisati. Normalen moški ne bo flirtal s 75-letno žensko za seks, ker če ima denar, če je pomorec na ladji, bi moral imeti na lagerju vsaj 50.000 evrov oziroma funtov, če je Anglež. Privoščil si bi mlajše kurbe za 100 evrov v pristanišču. Sorry, ker sem bil vulgaren, sem mogel to povedati. Bodite skrajno previdni, pojdite se detektivko. Uporabil je priimek Novak, ker je teh priimkov v Sloveniji vsaj 1000, če ne več, pa ne samo v Sloveniji. Zato, da ga ne bi mogli slediti. Petrovičev pa je v bivši Jugi vsaj 10.000 takih moških, ne? 10.000 Petrovičev. Zdaj pa napiš, ime mu je bil pa Marko. Marko Petrovič Novak. Pet googlat. Novaka Djokoviča ti bo ven vrgl, pa milijon Petroviču. Ne? Preverite kvaliteto njegove angleščine. Če je angleščina slaba, čeprav ni 100% angleščina, je gotovo iz Afrike. Pa se je izkazalo, da ti piše v slovenščini, ker je zdaj, pa če bo malo pol Slovenca, mi už lažje zaupala. Pa sem pol Slovenec, pol Hrvat. Čez blizu tebe sem. Jugo populacijo bab nadleguje oziroma napada. Živi pa v Angliji. In pa se trudi mu gre bolj slabo, ampak se trudi. Google mu prevaja. Vse te stavčne dikcije, ki so Google Translate. Mislim, jaz nisem tukaj izurjen v tem, ampak vidim, kako meša tikanje pa vikanje. Pa te fraze so, angleške fraze, ki jih Google Translate najde. To ni pisal sam. Slovenski neki seljenec ali pa rodom iz Slovenije, da ima zna čist drugače formuliral stavke. Se bo tako še videl, kaj neumnosti pisal. Pa mi ta Amalija napiše, ne, ta dialog s tem Markotom Petrovičem Novakom. On ji je napisal, tvegam svoje delo, da vam pošljem to sliko, ne, fotko. A zaradi ljubezni, ki jo imam do vas. Je že ljubezen upeljal, ne, vse nobel zdi, tam ima pa rad. Točno kja, ki pritisnil na ono tipko.
vam bo poslal več svojih slik, ko se ladja zasidra v Avstraliji, ker zdaj na drugi strani sveta v Avstraliji. In poje pošlje ta selfie, fotko, ki je meni poslala, da profiliram, kakšen je ta moški. Je pa belec, siv, ne. Pa v Zumba je tam z Nigerije, to je pa ukradel z neta to fotko, ne. Priložena je fotka in jaz sem to fotko dobil v analizo, ne. Ej, Jozas, naivnica. To sliko ste mi že najprej poslali, to je ukradena fotka, ki jo je nek vaš, ta domnevni sem še napisal, prevarant našel preko spleta. Pojdite se detektivko in najdite njegovo identiteto na spletu. Roko dam v ogenj, da ga ne boste našli, nikjer. Kako mu je pa ime? Ga grem jaz iskat. Pa vam garantiram, da ga ne bom našel. Pa znam googlati. Ta upokojenka ni glih dobra v tem googlanju, ne. Pa je rekla, da je nekaj našla na Facebooku. Ja, veš, že o tipki ti Petrovič Novak, pa Marko, to bo ti milijon unih. Nič se ne da najti, ne. Eh, Marko Petrovič Novak naj bi bilo njegovo ime. Na FB je nekaj malega objavljeno, mi ne piše. Vse shranjujem, nastaja scenarij, mi še ne piše. Hvala vam za klepet, saj nisem naivna, nič ne bo. Gospa, niste naivni, eno leto si dopisujeta. Eno leto, veste, koliko ste naivni. Sorry, zdaj, če bo jezna na mene. Od marca do zdaj, ko smo, vse ni leto, pa pol dobro leto. Na računalniku sem bolj v prvem razredu, dodaja, se ne znajdem kaj dosti, sploh pa ne znam angleško, da bi preverjala kaj v tem smislu. Ja, zdaj pa se je izkazalo, da tale Marko, ne Marko, kaj že, ja Marko, da zna slovenščino od mame. Laže pras, ne, Google mu pomaga. Pa sem pa napisal, jaz vam povem, da gre za klasičen nagovor afriških predatorjev, finančnih predatorjev, ki si za žrtev najdejo naivne ženske. Vse Markotove dikcije so umetne, to so naštudirane laži, to so triki. Če bi bral vajno korespondenco, bi našel številne dokaze v prid moji tezi, da tale ni noben Marko Petrovič Novak, ampak je nek Zumba tam iz Nigerije, iz Afrike. Pa me pa sprašuje, kdo so to predatorji. Bom se še kaj javila. Mislim, predatorji so oni, na preži, zveri, ki finančni predator išče trike, s katerimi bi prišel do denarja. In pol najde te naivne upokojenke, ki imajo nekaj denarja našparanega, ker oni bo pa, se bom povedal naprej. In te ženske so ranljive, ne, ker imajo tisto iluzijo in se s težavo odpove tej pravljici, ki jo on servira, ne. In ne more, ne, da bi iz te firčnosti, a kaj pa, če je res, ne, ker bi tako rada bila ljubljena in se nobel zdi, on pa skozi govori, koliko nama rad. Laže. Zdaj pa, če imate možnost, ki veste, zakaj se gre, en film je bil posnet na to temo, dajte mi prilimat nekam ta link tega filma, ko se Afričani pogovarjajo s temi ženskami. Ali pa z moškimi, kako spremeni glas v žensko, pa po Skypu on, nimamo slike, on tam črn ko kulm, mislim, premog, se izdaja za ne vem kaj, za lepo mlado punco, pa te magnate v Ameriki nadleguje. To obstaja prav film, dajte mi ta link nalepiti, da bom tej ženski jaz nalepil, da bo šla malo to pregledati, kako to poteka. Jaz sem napisal, ne, da obstajajo filmi o predatorjih, ki pecajo te ženske po Evropi, po svetu. Predatorji so izurjeni lisjaki, ki sogovornico, torej vas, speljejo na idejo,
karkoli že, da pa se pa lažejo v vse smeri. Predvsem to, da je iskreno zaljubljen, da ste se mu ukoreninili v srce, ampak ne, da rabi denar. Ko sem šel v to smer. Vse njegove besede so laži. V filmu je to krasno prikazano. Takšni predatorji so moški, ki se včasih izdajajo za žensko in pečajo bogate moške. Tudi v to smer gre. Sam pa bom pokazal, kaj je šlo pa, kaj je v ozadju pri tej ženski. Pa Amalija mi napiše, vi ste se prav, a ne, to sem jaz napisal, vi ste se prav nespodobno ukleščili v prevaranta, ki bi od vas rad denar. Nehajte to početi, ker se v ozadju skriva nateg, v ozadju ni nobenega Marka Petroviča Novaka, pač pa gre za psihopatskega Afričana, ki bi želel od vas s trikom dobiti denar, priti do denarja. No, pa mi pa poslala neke ključne korespondence po e-mailu. No, zdaj mi tle napiše, kaj je ta Marko Petrovič Novak njej pisal. Ne vem zdaj, kdaj točno, v katerem mesecu, terminsko, ampak živjo moja ljubezen, kako si? Upam, da je tam vse v redu. Mislim, tam, v Sloveniji. To je oguljena fraza, ki je Google ven vsekel. Hvala za tvoja sporočila, draga, ne, darling. Zelo mi je žal, da nisem bil na spletu, nisem vlobil ali pa druge imel v tem modelu. Nismo imeli signala, ne, sredi morja, sredi Atlantika. Ni me bilo na spletu, da bi na splošno prebral tvoja sporočila. Vendar vem, da moji dnevi tukaj na morju niso bili dobri. Ali ga že zaostruje. Draga, na terenu so resne težave. Na morju, ne, na terenu. Google tako je prevedel. In to je razlog, da ti od takrat ne morem več odgovarjati. Signala ni bilo, pa orkan je bil, pa pirati so bili. Bog se povedal pol. No, rad bi vas na hitro obvestil o naši trenutni situaciji tukaj na morju. Vendar vem, da morate moliti zame. Jože čustva kliče na pomoč. Moliti je edini vsemogočni Bog, ne, če moliš, ki lahko pomaga v tem trenutku. Tukaj je zajeban tam. Zajevanje, molite za mene, Bog, pomagaj. Čustva, ono je pa vsa na trni, ko pa je, a boš umrl, se ladja potopila. Pirati bojo prišli. Čeprav ni razloga za veliko skrb. Kako ni razloga za veliko skrb, če je treba moliti? Le situacijo vam, ne, tle pa zdaj vika, moram povedati, da se moramo v vsaki situaciji, v kateri se znajdemo, vseeno zahvaliti vsemogočnemu Bogu, ker Bog je preveč moder, da bi delal napake. Tako ali sjak. Dragi, moški spolda, draga je, ne, dragi, imeli smo nekaj tehničnih težav z ladjo in trenutno ne moremo nadaljevati našega potovanja. Toda kot inženirji smo to poskušali popraviti, a še vedno ne uspeva. Mislim, to dela kriminalko. Te lažje posluša, spremlja, to si čisto odpadeš, če verjameš v to pravljico. Prosim, molite zame in za člane posadke, da se nam ne zgodi nič hudega. Ljubim te, upam, da se oglasiš. Ljubim te. Pa kje zdaj ti najdu ljubim te? 75 let staro upokojenko si najdu z ljubim te. Kutl se ne da ljubiti neznanko. Moški ne more kar ljubiti. Moški je zadet od dobrega seksa. Ženska pa zna se tam zapecati, ukleščiti v lepe besede nekega predatorja. Ljubim te in to hoče ona slišati in ti to ne pišeš. To so izurjeni predatorji, Afričani. In pa druga korespondenca. Poskušam te doseči in še vedno poskušam dostopati do interneta. Odkar sem poslal zadnje sporočilo, naš
komunikacijski sistem ima težave s prenosom. Tu Google tako prevaja. Želim si ti najlepše zahvaliti za tvojo ljubezen. Bog ve, kaj je moj pisala, tega mi ni poslala, ker verjetno je sram. In skrb v tem trenutku, vsa zaskrbljena, kao da je. Mislim, verjetno mu je to pisala. Vsak dan se zahvaljujemo Bogu, da nas je združil v eno družino. Ne vem, kaj to mislim, uno na ladji. Draga moja, dear darling, kako, draga moja, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdem, vedno slavim Boga. Razmere pri nas se zaostrujejo, lekuk zaostruje on zgodbo. In naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi ladijsko možgansko skrinjo, kurva, možgansko skrinjo, a ja, nek računalnik ali kva, spravili v red, a za manj. Od signalne enote pa smo prejeli le informacijo, da se morje, da so morje blokirali neki pirati. Pa evo, pirate, morje so blokirali neki pirati. Kučeš morje blokirati, sred oceana, kako? Se to ni Sueški prekop ali pa Panamski. Od nas so oddaljeni približno 312 kilometrov. Zanimivo, noč ni milja, kilometrov. In najbližje sidrišče, pristanišče, on prevaja sidrišče. Za te ladje je otok nekje v Južni Aziji. Dobro si izmislil. Tako kot je zdaj, nismo več varni, ker nas je vse strah in strah pred piratskimi napadi, ker se ladje zdaj premikajo zelo počasi. Naš kapitan je poklical reševalno ekipo za pomoč pri prevozu tovora v neko prevozu z zavarovalnico, ima tle neki na tapeti, nisem točno skonto, kako to misli. Oziroma Google je tako prevajal. Zavarovanjem na krovu, vendar se naše osebje ni odzvalo. Zdaj on tukaj ustvarja zgodbo, inteligibilno zgodbo z nekim repom in glavo, v ozadju pa že, ko je načrta, kako bo upeljal denar, kar je cilj. Tretje tole sporočilo. Naš kapitan tukaj na ladji, ne, je tudi napovedal, da morajo vsi člani posadke raztovoriti svoje osebne stvari na katerokoli drugo prevozno sredstvo, saj bo ladja nekega dne pristala na varnem otoku, dokler ne bomo lahko varno pluli. Zdaj morajo dati imovino nekam na otok, na varno, da bojo lahko pluli. Tako, nekaj takega. Moja druga težava je zdaj ta, da sem hranil svoj denar v sefu v kabini. Je že denar upeljal. Vse sem napovedal, pa nisem nič vedel. Smisel, da je nek spolni predator. Ne, ali pa denar. Evo, je že denar upeljal. Hranil sem svoj denar v sefu v kabini in svojo pomembne dokumente, pogodbe, nočem, da mi jo ukradijo v primeru kakršnega koli napada. Moj načrt je bil, da s tem denarjem kupim kovinski sok nafte iz Avstralije in ga dostavim v podjetje v Kanado, s katerim sem že imel pogodbo. Laže kot prasica. Dobra zgodba je na pletu, da ja ne veš, zakaj se gre. Ne? Nafto bi špovi pa 100 000 evrov zaslužil. Spoštovani, kot direktor operacije na tej ladji ne morem zapustiti ladje, ker moram skrbeti za to ladjo, dokler se vse blago, izdelki popolnoma ne izpraznijo. To je še nekaj napisal. Mat nalaga in laže. Inteligibilno se skupaj, ampak v zadnje prevara. To je prevarantski scenarij, ki ima tendenco, ne, pes taco nekam moli. To je zdaj tukaj pocukrano pa osladno, da še Hollywood ne bi mogel kupiti. Tukaj je že to, Mission Impossible, mislim, ne gre to skozi, tukaj je nalagal. In četrti mail je pa takle. Zdaj je toliko dostavnih podjetij, tu mislim na neko pošto, na obali in razmišljam, kaj naj naredim. Aha, medtem pa potrebujem
da mi stojiš ob strani, ne, bodi z mano. Ne vem, kaj naj zdaj. Nujno vam, ne, vam, če si otiko, nujno vam moram poslati denar. Lega prasca. Lej, zdaj to je pa trik. On mora zdaj poslati denar. Ne, da ga mi ti men daš. On mora poslati denar in dokler ne bom imel priložnosti odpotovati in vas, ne spet, vikanje, čim prej srečati. Zaupam ti, zdaj imam pa že ti, zaupam ti in ti dam vse svoje srce. Ja, zdaj kako lepo. Romantična komedija, drama, tragedija, vse svoje srce da, da lahko življenje teče naravnost z nami in vem, da me nikoli ne boš razočarala. Vem, to je že sugestija. Vem, kako posthipnotska sugestija deluje, kako sugeriraš. Vem, da me nikoli ne boš razočarala. Google je narobe prevedel, razočarala ali prizadela. Mislim, ve, da je ženski spol, če znaš slovensk, veš, da je ona. Prizadela, razočarala. Google to prevaja. Pazi zdaj to frazo. Prizadel, razočarala, ker sva že dva v enem mesu. Že dva v enem mesu, kurva, je mesar ali kva? To je fraza, angleška, ki jo je Google tako prevedel, direkt, ker ne pozna teh fraz. Slovenske fraze, sva eno, ne pa sva v enem mesu. Naučila, piše, ne, namest naučil, naučila, je Google je tako prevedel. Naučila sem se jemati življenje takšno, kot je. Mislim, če znaš ti slovensk, boš naučil, ne naučila, ampak Google je tako prevedel. Naučila sem se jemati življenje takšno, kot je, in se spomniti, da se vse zgodi z razlogom. To je všečna fraza. Vse se zgodi z razlogom, usoda hoče, pa tako naprej. Da ja verjameš, mislim, tistim, ko je to naslovljeno, da bi ženska tale Amalija verjela. Pogovorili se bomo z eno od dostavnih podjetij, z neko pošto se bodo dogovorili. Tukaj, ne, mislim. In vam spet vikanje. In vam bodo javili, pošta vam bo javila, ne. Od vas, pa ste zdaj to, od vas dobivam potrditev, da mi pomagate prejeti ta denar. Google je čudno prevedel, ne. Od vas dobivam potrditev, da mi pomagate prejeti ta denar. Google je tako prevedel. Da bo ona rekla, ja, dobila sem denar. Ne, zdaj jaz vam bom poslal, ne, denar vam bo poslal, da ne bojo pirati to pokradli. Se dobro sliši, ne, meni bo dal denar, koliko pa veliko. Ker tukaj ni nobene banke. Že banke, ni nobene banke, sred oceana ni nobene banke. Dobro se je izmislil. Ne, ker bi lahko dal denar na banko, položil. Ne želim izgubiti denarja zaradi piratov, ker vem, kako sem zaradi tega trpel in od tega je odvisna naša prihodnost. Ne? On je koval načrte, da na Kajmanskih otokih skupaj srečno živela. Kupico stvari ni napisal, ne? Ker bo šel v penzijo, pa bomo pa mi dva na Bohamskih, Kajmanskih, na Jamajki lepo živela. Take neumnosti, ampak tega mi ni pisala, ne? Ker si je srežil, koliko je naivna. Ona pa nisem naivna. Ja, gospa, naivni ste, ker je pozitivna lastnost, tam ta je pras laže. Naša prihodnost, spoštovani, sklepim, prosim, pošljite mi vaše podatke. Aha, podatke na naslednji način, da vam lahko pošljem paket preko dostavne službe. Preko pošte bo paket poslal, denar. Paket denar so mu ladjedelci nakazovali na bančni račun. On ni imel gotovine na ladji. Pa piše tvoje polno ime, vaš prijemni naslov, namest tvoj piše vaš, pa telefonska številka. Si v paket dobil. Zdaj tako bo, ne? Če napnem možgane, paket z odkupnino. On bo poslal noč 2 kile železa ali pa kamja, se moš pa ti plačati na ta račun 10 000 evrov, ker zdaj tle noter je pa 50 000 evrov. Daj ti meni 10 000 evrov pošli, tle imaš pa le, koliko je težko.
To so zlato je tle noter, gotovina, 2 kile železa za pakiru. Joj, to so triki. Ampak to je upgraden trik, se pravi, ti odkupiš paket, ker no dobiš ogromno premoženje, ti imaš pa samo 10 tisoč evrov odkupnine dati za ta paket, ker tle noter je pa 50 tisoč evrov. Se splača, ne, imaš rezervo. Bomo že pol poračunala. Na tek, to je trik. Ko imam, tu ni, jaz nimam take fantazije, verjetno je pa to na tak način. Ker rab podatke, da bo poslal paket. Kam ne bo poslal? Vi boste pa odkupili to. Z veliko odkupnine. Tako si mislim. Zdaj pa, če kjer misli, da je drugače, naj pove, kako je pa drugače, ker on tle polno ime, naslov pa telefonska. Pa še piše, prosim, ne, ona zdaj ne vem, ali je obmokla, še kar piše, prosim, pošljite mi svoje podatke, ker se razmere tukaj slabšajo, ne, voda nam teče v grlu, vulkan bruha, umrli bomo, daj, da ti pošljem zlato, srebro, vse ti pošljem, boš ti dedovala, jaz pa umiram tukaj. Take neumnosti. Ne želim izgubiti denarja in drugih stvari, za kar sem delal vse življenje. Prosim, klicaj. Sami trdi označevalci. Vsiljiv je že, obupan, ne, ko je nečič ne sodeluje. Jaz jo pa inštruiram, zdaj ne vem, kdaj je tole, ampak jaz jo skozi inštruiram, ne mu nasedati. Ker je ona bila skeptična, je tudi, a se splača, mu dam. Ne, kaj si vi mislite, pa mi fotko pošlje? Ne, ta fotka je ukradena, Afričani jo zadnji. Še kar nadaljuje. Draga, vem, da se še nisva srečala, a zaupam ti, le ko je usiljuje in da ti dam vse svoje srce, trdi označevalec, ljubim te, da lahko življenje teče naravnost k nama. In, in vem, da me nikoli ne boš razočaral. Razočarala, Google je narobe prevedel in ustavil. Ustavila, ker je ženska. Sam Google ni bil pozoren, kako jo zdaj pregovarjaš, ker sva že dva v enem mesu. Spet una fraza. To meni ni ista fraza, ker se ponavlja. Naučil sem se jemati življenje takšno, kot se zgodi. Saj se spomnim, da se vse zgodi z razlogom. To je tudi fraza, tako trdo označevalska, ki fej zaleže. Želim vam poslati denar in druge stvari. To je že povedal, še enkrat. In druge stvari v hrambo in nikakor vas ne nameravam poškodovati. Kje je pa zdaj poškodovanje? Kje je pa zdaj poškodovanje dobu? Ne? On ve, da ima zle načrte. Ampak ne ve, kako bi to zapakiral, da bi mu še bolj zaupala. Kako bi še bolj suvereno lagal. Pa tale, pač, ona meni pa napiše ta Amalija, v čem je fora, da denar ponuja on? Navadno, nenavadno se vam ne zdi? Morda bi potem od mene zahteval več kot dal ali kaj takega. Sem končala, ni kaj. Ne, a ja, se pravi, me je uslišala, je končala korespondenco, ampak je čudi, on bi meni poslal denar. Ja, ne, paket boste dobili, odkupnino boste pa mogli dati. No, dobivaš 50 tisoč evrov v zlatu, zato je to težko, v resnici boste pa 2 kile železa dobili, vrednega 5 centov. Ali pa kam je, s kamnoloma, granitne kocke, iz asfalta tam pokradenega. Pa boste pa odkupnino mogli dati. Zdaj ali 1000 evrov ali pa 10 000 evrov, ker dobite 50 tisoč evrov, to je trik, ki ga jaz vidim. Dobro, da ste se obrnili na mene, da sem vam to povedal. Snemam pa video za vse ostale tepke, da ne boste tako nasedali in da jih skenslate. Ali pa jih vi vlečete za nos, še bolj kot oni vas. Pa pol še drugi del, da posnamem. Da je končala, zanimalo jo je bolj teh ljubeznivih izlivov. Ne? Ja, veš, to je poslušala, kakšne pravljice je pravil. Pa prešel to na denar. Ne? Gotovo, konec, ni več ljubim te, zdaj pa sam še denar. Z ljubim te je uverturo naredil, zdaj pa da mi denar. Ona pa mal, tukaj pa butasta ni, kljub temu, da je mal naivna. Skratka, v to smer gre vse skupaj. Pa mi tale napiše sporočilo,
da mu je pa napisala temu Markotu Popoviču Novaku, boste že našli koga poznanega, da vam pomaga. V tem ne bom sodelovala. Pozdrav. Jaz sem pa rekel, da naj ne piše, da je kontaktirala se FBI, CIO, pa policijo. Si ko bo takoj prekinil, zbrisal vse. Pa me pa vpraša, le kakšen človek mora biti, da sebe izdaja za siroto. Inteligibilna zgodba je bila taka, da vi ne morete stopiti v kontakt s sestro, otroci, da ve, da ne more nobenem drugem denarja dati, ne more, samo vam ga da. Ker je on je samski, samo vam ga da. Samo dajte mi podatke, bom poslal paket, odkup, boste dobili moj denar, pa se pa srečamo na Kajmanskih otokih. Figica, on bo vaš denar dobil, vi boste pa kilo železa imeli. Jo, pa še ne neha, ne? Draga, vem, da se še nisva srečala, a zaupam ti in dam vse svoje srce. In ti dam vse svoje srce, da lahko življenje teče naravnost k nama. In vem, ne, to so sugestije iz hipnoze, to vem, da je to tako, da nikoli ne boš razočaral, da me nikoli ne boš razočaral in ustavil. Spet iste slovnične napake, ki jih je Google naredil, ne? On copy-paste dela na računalnike ali na telefonih, katerkoli ima tablico, ker sva že dva v enem mesu. Google mu je butast prevedel, ne? Dva v enem mesu. Naučil sem se jemati življenje takšno, kot se zgodi, saj se spomnim, da se vse zgodi z razlogom. Želim vam poslati denar, še enkrat. Vse druge stvari v hrambo, nikakor vas ne nameravam poškodovati. Mislim, to je kar lima iste stvari, no, on ne tipka, on sam copy-paste dela. Ne? On ima enih 10 bab takole, ali pa 5, ali pa 100. V peci, pa tam ima spisek, kjer mora ob tej uri te, ob tej uri te, pa isto zgodba, pa prlima sam. To je vse, mislim, način, kako to sugerira, je dost močen, ne? To pije vodo, kako nekoga olupiti, mu sugerirati neko neumnost. Lisjak je, ne? Zverziran lisjak, psihopatski prevarant. Še kar, prosim, pošljite mi svoj naslov, prosim, nočem izgubiti vsega denarja. Kratko sporočilo njegovo. Še enkrat, prosim, nikoli ti ne bom prizadel, prosim, ti si edina oseba, ki jo imam rad in ji zaupam. Novo, še tvoje polno ime, vaš prijemni naslov, telefonska številka, pika, vika, ne? Na zobe se meče, besni z glavo se v zid zabija, ker eno leto pa še mal, je pecu, kuhu žabo, zdaj se pa baba strezla, si misle, ne? Ne, ne, jaz jo inštruiral, dobro, da se gospa Amalija na mene obrli. In zdaj sem jaz vse tole spisal, imam razsodno moč, mene se ne da nasrat, tole je natek. Vse več psihopatov je okrog nas, tudi v Sloveniji se tole grejo. Tudi študenti, ko nima denarja, nima moralne razsodnosti, pa proba nekaj zasluž, pa pecajo te, ki imajo veliko denarja. Pa naivni, pa telefonske impulze, pa dej pa, joj, se bova dobila, ne, sem si zlomila nogo. Pa se bova jutri, me noga boli, drugi teden, joj, babica je umrla. Babica mi je umrla, pa že čez 14 dni pa druga babica umrla, imamo pogreb. Joj, mačko peljem k veterinarju. Tu so laži, sam da se pa ne to živo videl, dec. Ona pa laže. Ali pa če tipkaš, celo on se izdaja za žensko. To so te nategi. Evo, jaz sem tole posnel, zato da bi bilo to poučno. Glejte, včasih naredim kaj iz dobre volje, pa z moje moralne dolžnosti. Posnel sem video, ker je ta dotična mlajša upokojenka meni rekla, da to smem. Zdaj pa, če bo tale video, a kdaj boste pa posneli? Ja, danes ga bom posnel, sem včeraj rekel. Zdaj ga bom pa downloadil ali pa uploadil. Če bo spoštovana ženska upala meni
vse detajle, tudi intimne, največje nebuloze, ki sta si jih pisala. Še ti bi rad imel, da bom zaključil zgodbo, da se nobena več ne uklešči v to psihopatsko paradigmo, da bo nekdo posodil denar ali pa da mi denar, vse ti bom vrnil. To so nategi, to so prevaranti, to so psihopati. Oni imajo tam v Afriki učbenike, kako se to dela. Spoštovane ženske, ne ga srati. Loki, gotov sem, zdaj greva pa ven. Čau.